Mogoče je prav dodano produkcijo profesor Nočo, ki je bil prizvan. Potem so vsi povabili vlogo, da se odzovemo in povedo. Prosim. Hvala lepa, ki ste to vabilo, pa v tej priliki res mnogi tukaj prisredišče ste me podprli. Tako da sem vam zelo hvaležen. Res to mi veliko pomeni, da pridejo ljudi, ki so res pravi znanstveniki. Ker pač kakšne take podpore v svoji delovni organizaciji že nisem bil deležen. Kar se meni tiče, morda sam kratek update, kaj se zdaj dogaja. Jaz mislim, da vsa zgodba je končana. Sem se, hvala Bogu, že vrnil nazaj svojo stroke. Vendar potem so prejšnji petek imel znanstveni svet sestanek, kjer so soglasno sprejeli 4 sklepe. In potem še isti večer me profesor Topič povabil na sestanek in seznanitveni sestanek s temi 4 sklepi. No, potem sem jaz napisal, da seveda bom prišel na ta sestanek, pač pa prosim samo za mojo interno uporabo, ne da bi s komerkoli drugim delil, sploh pa ne s kakimi mediji te sklepe, pa z namenjem, da se pripravim na sestanek. In potem je bil odgovor, da v bistvu, da če bom insistiral na tem, da te sklepe sicer lahko dobim, ampak istočasno bodo poslali medije. Potem sem jaz odgovoril, zakaj je v bistvu treba istočasnih medijev poslati. Ne, da bi v končni fazi oni bi lahko v petek jih objavili. In potem so rekli ne, da pač da ne dajo. Tako da jaz bom danes prišli, da boste vedeli na sestanek, ker lahko pričakujem, kaj me čaka, lahko predvidevam, kakšni bodo te sklepi, ampak seveda nisem jih pa dolgo. Potem je pa v 6. predvidena izjava za javnost, in sicer strani profesor Tokič, to je tako uradno bilo tudi novinarje na ta sestanek. In v bistvu, tukaj jaz nisem predviden za kakršnokoli izjavo. Zdaj seveda proščam se, zato si glede odgovarjajo na SMS, ker pač novinarji so to nekako zdaj zvokali, bodo prišli tja in me seveda prosijo za izjave, oziroma na to, da nisem tam omenjen in seveda bom te izjave z veseljem dal, ampak tako približno ilustrira, kot ste rekli, tudi način dela te organizacije, ki enostavno misli, da lahko počne, kar hoče z nami, ne. Tudi, ko se čist takih, bom rekel, komunikacijskih stvari, pa splošno, bom rekel, nekaj, kar bi mogel soditi nek splošen bonton. No, ampak toliko, da imate update. Zdaj pa, kaj jaz okoli tega le mislim, ne. Jaz, če sem čisto odkrit, ta projekt imam od 2004, prej sem v bistvu sodeloval pri projektu pokojnega akademika Matija Horvata, tako da naš oddelek ima dolgo tradicijo tega raziskovalnega dela, tega programa, ne projekta. No in potem sem 2004 sem jaz te stvari prevzel in potem vedno smo mi zelo objavljali veliko citiranosti, smo imeli PubMed publikacij, tako da v bistvu smo tiste, bom rekel, tista podaljšanja smo dosti na hitro izpolnili. Jaz sem predvsem dal težo na to, da sem reference iz preteklega 4-letnega obdobja pokazal, ker če bi bil recimo jaz, če bi bil to moj denar in ga delil raziskovalcem programov, kaj bi gledal? Gledal bi, če je nekdo v zadnjih 4 letih, ki sem mu dal denar veliko objavil in če je, bi mu rekel, ok, tle ima še. Če pa nisi, bi rekel, čak prijateljček, tle sem ti dal, pa nič ni. Mislim, da za razliko od projektov se to lahko špagaš pri programih. No in seveda potem je pa in ravno tako ta program sem jaz z mojo tajnico izpolnila, jasno, če nekako govoriš o tem, kaj boš delal naslednjih 4 do 6 let, lahko opredeliš področje, ne moreš pa ti konkretnih raziskav notrditi, ker če si res v pravih raziskavah, če res delaš cutting edge stvari, se hipoteze spreminjajo, se tudi hipoteza na imeno, ki si ti želel delati, jo bo nekdo drug naredil in boš ti pač nekaj druga naredil. Skratka, to je dinamično področje in jaz sem tudi v tej vlogi v glavnem opredelil pač to področje, kaj bomo naprej delali, podprl z vsemi referencami, kaj smo naredili. In potem je prišel ta šok.
ko moram reči, mi je bil res šok, čist nepričakovan, zaradi tega, ker ko sem gledal objektivne kazalce, ne, recimo od 2004 do 2017 smo mi objavili, če sam svoje članke gledam, ker pač skupina tako funkcionira, da če sem jaz, če tega z mojega projekta, z našega projekta, sem praktično res na vseh člankih. Ne. Prvo avtorstvo se menjajo, ko si pa senior, se to svet tako funkcionira. No in smo imeli recimo 78 PubMed člankov od leta 2004 in do zadnjem obdobju 41. Tako da res rast. Vabljenih predavanj na teh mednarodnih kongresih, ne zdaj, da ti greš pa poster predstaviš, ampak da si vabljen, da imaš vabilo, da si v programu, da je to Evropski svetovni kongres, teh je bilo pa 204 in seveda tudi v zadnjem obdobju 204 in v bistvu samo v zadnjem obdobju od celotnih citatov, ki je blizu 6000, smo v zadnjem obdobju pridobili 2500. No. In jaz sem rekel, pač to mislim, da bo zadoščen. No, potem je prišlo to in dejansko ta ocena, ki ste jo videli, jaz, pogledajte, absolutno, pač projekta vam še nisem poslal, vam ga tudi lahko pošljem, ampak absolutno, jaz lahko rečem, da mogoče na kakšnih točkah je pomanjkljiv, izpolnjen, prvič to je šlo za nadaljevanje nespremenjenega projekta, ker bi pričakuješ nekaj druga, kot če ti spreminjaš temo ali pa na novo greš. Blazno zanimiv je bil pa ta del, ki mi pač očitajo, da sem R-šifro uporabil javno zdravstvo, in da to seveda pol kanalizira k drugim reviewjem, ki nekako tega niso poznali in te zadeve. No, zadeva je taka, da na isti strani je R-šifra, pa so neke FUR-šifre in tudi evropska šifra. R-šifro smo mi dali javno zdravje, evropska šifra je pa srce in žilje, skakaj na isti strani. Če nek reviewer to videl, to ne more biti zdaj razlog. Ampak zanimiva pa zgodba, zakaj smo sploh dali javno zdravstvo. Če greš ti gledati na vodila za podaljšanje projektov, tam sploh ni treba ničesar izpolniti. In zakaj smo mi spolnili? Zaradi tega, ker ko smo hoteli obrazac podpisati, nas je enostavno vrgel nazaj na tisto točko in dokler nismo tam odkljukali nekaj, kar je najbližje vsebini, nismo mogli podpisati obrazca. Vodil me je pa pri tej izbiri javnega zdravstva točno to, da nenadni zastoj srca je glavni vzrok umiranja v razvitem svetu. In s tem avtomatično je po moje to javno zdravstveni problem ali pa z malo nekaj narobe. In se mi to ne zdi tako ključno. Potem, recimo, jaz sem seveda ostali edina ta možnost tožbe, jaz sem potem vsebinske pripombe tudi naredil na vsako točko, vendar enostavno te možnosti nisem imel potem uporabljati, ker pač klinični center prepovedal nadaljne aktivnosti z vlaganjem tožbe. Tako da te stvari bom verjetno davno videli. So pa recimo noter take stvari, da če ste videli v oceni, tista prva odličnost raziskovalcev piše decidirano, da nimamo mednarodnega sodelovanja. Tam so navedene, mislim, da je 4 ali 5 člankov mednarodnih študij, ki smo celo nosilci na enem, in so nekako materialni dokazi mednarodnega sodelovanja. In jaz sem rekel, ok, pogledajte, tle pol točke lahko dobim, pa v 14 pa pol pa smo noter, ker tukaj smo izgubili za pol točke eden od 70-ih. Tako da jaz sem te svoje pripombe konkretno vsebinsko dal, vendar tako, kot sem rekel, nisem imel možnosti pač z njimi, tako, kot ste vi rekla, neke vsebinske diskusije tukaj ni možne. In zdaj smo pač tle, ki smo, denar je klinični center recimo dobil ravno tako, to je druga anomalija, ki to je prav neverjeten. Tako kot sem rekel na parlamentarni komisiji v Ameriki, sem telo, če ti grant zgubiš, to ne pomeni, da ga zdaj dobi ista inštitucija, ker da ga sploh nobenega štosa ne bi bilo. Da pa res pa, da nisem preveril Severne Koreje. To nikakor ne gre, veste, ta denar bi moral potem tam ostati in se na novo razdeliti tistim, ki so boljši, ne pa, da pride ravno tako v inštituciji in pa oni potaljajo najbolj seveda verjeten svojim prijateljčkem po tem kriterijih, ki ste rekli, ker čist ga jaz sploh ne razumem. Če sem čist odkrit, kako tisti oni, tiste A1, pa ne vem kva, nikoli se v tisto nisem poglabljal, tega ne razumem, se mi zdi totalno brez veze.
ker enostavno, ne vem, uporabljamo tisto, kar že imajo oni, v našem primeru medicine, to PubMed je citiranost, je hirš faktor in to je to 3 stvari in vemo, pri čem smo. Tako da, tako kot sem rekel, še enkrat vam res hvala vsem za pomoč, mi zelo veliko pomeni pa podporo. Tako da, denar ta je pač zgubljen za našo skupino, upam pa, da smo mogoče, no, upam, da nisem prevelik optimist, saj sprožili en postopek, da se bo, ne vem, začeli diskutirati o tem načinu, kako oni to povedali.